slišali. Jaz sem zelo vesel in ganjen, da smo se zbrali v takem številu, 131 nas je, to je res neverjetno. Jaz sem se v petek zjutraj sem bil na sprehodu, zjutraj s psom in kar naenkrat mi je padla ideja v glavo, sem malo razmišljal o situaciji, v kateri smo, pa ne samo danes, v kateri smo že zadnjih mogoče nekaj 10 let ali pa mogoče celo nekaj 100 let, ne? In sem razmišljal, kako se ustvarjajo, sploh na kakšen način se ustvari realnost, na kakšen način se ustvari, to se pravi, neko prepričanje, na kak način se ustvari strah, ne? Na kak način se ustvari neka destrukcija, ki jo imamo, ali v družini, ali v svetu, neke vojne. In sem prišel do zaključka, da je vse to možno spremeniti in vse stvari so se mi nekako poklopile. In takrat sem naredil na spletni strani vabilo, sestavil koncept in prijavilo se vas je ogromno, v bistvu v zadnjih 3 dneh, prijavljenih vas je bilo preko 300, tukaj zdaj na Zoomu nas je 141. Zdaj cilj je bil dejansko 144 ljudi in še se nabirate, tako da to je res, mislim, neverjetno, ful dober odziv in jaz bi zdaj na začetku bom spregovoril par stvari, zakaj sploh to organiziram, zato ker verjamem, da smo vsi nekako kolektivna zavest, kolektivno povezani, o tem se danes že veliko govori, vsi smo del ene celote, na podoben način kot celice so povezane v naše telo, ker naše telo, tako kot nekateri znanstveniki ugotavljajo, ni nič druga kot en skupek celic, kot en skupek enoceličarjev, ki med seboj sodelujejo, ne? In na podoben način smo ljudje med seboj povezani v en organizem, na videz zgleda, da smo ločeni, ampak v bistvu smo globoko med seboj zelo povezani z zavestjo in vsi smo nekako ena zavest. In celice najboljše delujejo, da so med seboj povezane, ampak morajo biti na pravi način povezane. Danes je tako, da smo ljudje ali pa so ljudje povezani preko demonskih energij, preko strahu, jeze, nasproti, ampak vem in verjamem, da je možna drugačna realnost. In vsi mi, naš pogled ustvarja našo realnost in mi smo kreatorji sveta okoli sebe, noben drug. In mi lahko ustvarimo tako strah, kot lahko ustvarimo nekaj druga, kot je ljubezen, prijateljstvo, mir, lahkotnost. Vse to je v bistvu, vse to so samo konstrukti. So konstrukti, ki se začnejo na mentalni ravni, na ravni misli. In strah je konstrukt. Edini strah, ki ga imamo mi prirojen, je strah pred pokom in strah pred višino. Vsi ostali strahovi so pa naučeni. In bolj kot smo prepuščeni tem demonskim energijam, več kot gledamo, ne slišite? Nič ne slišiš? Okay. Tako da, vsi slišimo. Ok, v redu, okay, potem ni problem pri meni. Ok, super. Okay. A je možno, da se vsi razen moderatorja date na mute, zato ko se nekateri zvoki slišijo zadnji? Evo, sem jaz zdaj uredil. Skratka, mi smo kreatorji okoli sebe, ampak eno je, kar imamo mi v privatnem življenju, drugo je pa, ko pridemo v okolico drugih ljudi, ne? In nehote nas te energije posrkajo, energija strahu, energija jeze, na delovnem mestu, med prijatelji, ne? Ogromno alkohola se popije, ne? Zakaj? Zato, ker da se odklopimo od teh destruktivnih energij. Ampak skupaj pa lahko ustvarimo čisto drugačno resničnost. To sem jaz sam v svojem življenju naredil. In vem, da je to možno tudi na višji ravni. 148 je fenomenalno. Super. In vse to je samo izbira. In lahko izberemo nekaj drugega. Sploh pa, če se povežemo med seboj. Ker ko se mi povežemo med seboj, to so raziskave, znanstvene raziskave pokazale,
ko se mi povežemo med seboj, kaj ustvarjamo? Ustvarjamo močno elektromagnetno polje. Zato, ker naše misli imajo elektromagnetni impuls, to je čisto govorimo na fizični ravni. In mi z vsako mislijo dajemo elektromagnetni impuls v eter, to se pravi v prazen prostor okoli nas. In vsaka misel je elektromagnetni impuls. Vsaka misel o strahu je elektromagnetni impuls, ki ga oddajamo in ga lahko nekdo na drugi strani tudi vplivamo na njega. In vsaka misel o ljubezni, o prijateljstvu je elektromagnetni impuls, ki ga oddajamo. In če se pa mi povežemo skupaj, je pa v bistvu eksponentni efekt, efekt eksponentne rasti. Zato nas je potrebno, da začnemo ustvarjati pozitivno spremembo v Sloveniji, na 2 milijona ljudi preračunano, dejansko samo 144 ljudi, da se začne kolešček premikati. In danes nas je tukaj 147, kar je fenomenalno, ne? In ko se te energije, to se pravi, ko se mi povežemo med seboj, ustvarimo kot en balon, kot balon energije, kot nek superorganizem, tako kot so celice povežene v našem telesu, tako se lahko mi med seboj povežemo v neko večjo celoto. Ne? Tako kot, ne vem, mravlje delujejo skupaj in če si pomagajo nositi, lahko nesejo ful veliko breme. Tako lahko mi, ko se povežemo energijsko, ustvarimo energijsko elektromagnetno polje, ki se širi in spreminja vibracijo po celotnem okolju, v katerem živimo, to se pravi po celotni Sloveniji, ne, za začetek. In to bomo danes naredili s to meditacijo. Če gremo pa mi globoko v sebe, v to alfa, teta stanje, ko gremo še malo v meditacijo, katero bom jaz vodil, to bo vodena meditacija, tako da ne rabite nobenega predznanja, nič, samo tukaj morate biti in dodati svoj doprinos. In ko bomo mi začeli spreminjati to vibracijo, se bo življenje vseh nas spremenilo na bolje. To se pravi, vibrirala bo vibracija ljubezni, radosti, lahkotnosti, veselja. To je to, kar si v bistvu vsi skupaj želimo. Ampak jaz tega ne morem narediti sam, to lahko naredimo edino vsi skupaj. Vsi skupaj moramo sodelovati. In to bomo tudi dosegli, upam, da. In predstavljajte si, da je naša misel laser, in zdaj si pa predstavljate, in vsaka naša misel je laser, to se pravi nek elektromagnetni impuls, in zdaj si pa predstavljate, da 150 laserjev damo skupaj. Nas je zdaj tukaj 150 laserjev damo skupaj in vseh teh 150 laserjev usmerimo v eno točko. Usmerimo v koncept ljubezni ali pa v energijo ljubezni, pa usmerimo v koncept prijateljstva, energijo prijateljstva, lahkotnosti, radosti, veselja. Bomo to realnost ustvarili, ker se bomo strinjali in bomo vsi verjeli v njo. Danes je pa ravno obratno, ker nas programirajo iz vseh možnih strani, ne? In nehote, nezavedno velikrat ustvarjamo strah, jezo, ti si za, ti si proti. In ustvarjamo nehote, zavedno ali pa nezavedno nek koncept, ampak ustvarjamo lahko tudi nekaj druga in to je ključ. In danes bomo te naše laserje usmerjali dejansko čez celotno Slovenijo in bomo vsem pošiljali ljubezen, vsem bomo pošiljali radost in bomo začeli ustvarjati novo Slovenijo in sčasoma tudi nov svet. Okej. To je to za začetek. Cilj meditacije. Zdaj sem malo povedal, zakaj organiziramo to meditacijo. Zdaj pa cilj meditacije. Cilj je, da ustvarimo nov svet, po katerem vsi hrepenimo, da spremenimo to vibracijo. Meditirali bomo vsak ponedeljek ob 8 za čist kratkih 15 minut. In v prvi fazi je cilj, da se nas zbere 144 in ta cilj smo v bistvu danes že dosegli. Mislim, to je neverjetno, to je fenomenalno. Jaz kaj takega še nisem doživel, no. Da bi, mislim, ful sem vesel, no. Druga faza je cilj, da se ne zbere 2740, ker potem, kar sem jaz izračunal, je 2740 ljudi dovolj na evropsko populacijo nekaj čez 750 milijonov. Je to dovolj, da začnemo spreminjati vibracijo,
kot smo rekli, vsak laser, ki ga dodamo, eksponentno poveča vse ostale, zato ker je rast eksponentna, je 2740 ljudi dovolj, da šele začnemo, tam se začne kolešček premikati, ne? Če nas je več, je ta energija še toliko močnejša. Začnemo spreminjati energijo in vibracijo za celotno Evropo. Tretja faza je pa cilj, da se ne zbere 27.930, kar je pa v bistvu dovolj, da začnemo spreminjati vibracijo na celotnem svetu. In to je v bistvu edini cilj, ne? In raziskava Maharishi efekt, to, ko sem že prej malo omenil, ko so izvajali te množične meditacije po ameriških mestih, se je takrat, ne, po statistikah nivo kriminala zmanjšal, ne, tudi za 20-25%. In potem so to z rigoroznimi znanstvenimi metodami analizirali te statistične podatke in so probali to razložiti na drugačne načine. A je mogoče, ne vem, vreme vplivo na to, a je mogoče bilo kaj druga in nekako niso našli ustrezne razlage, kakor to, da je takrat, ne vem, mislim, da 1700-2000 ljudi takrat v mestu meditiralo in se je nivo kriminala v tistem dnevu zmanjšal, ne. Tako moč imamo, ko se kolektivno povežemo. In to bi radi v bistvu dosegli, ne? Ker skupaj smo močnejši, skupaj smo močni, no. Tako, jaz mislim, okej, tukaj komentirate, tako da super, the best, super, me ful veseli, okej. Nič, če bi kdo kaj komentiral, naj kar pove, naj kar napiše, ampak jaz mislim, da zdaj smo govorili 15 minut, zdaj bomo šli pa kar na meditacijo. Nočem, da to traja predolgo, da bomo res lahko vsak teden prišli in naredili. Začeli bomo tudi v angleščini, zelo kmalu, bomo začeli v angleščini in bomo videli, kako bomo to tehnično uredili, ampak cilj je, da smo na enem Zoomu, da bomo ljudje iz celotnega sveta, tako da če nas je se v prvem poskusu zbrali 150 ljudi, potem mislim, da se nam bo v naslednjem tednu nas bo že veliko več. Tako da, okej. Hvala vsem, ki ste prišli. In bomo, kako bo izgledala meditacija? Čisto enostavno, samo umirili se bomo in poslali ljubezen, tako kot smo rekli, nobenega predznanja ni potrebnega, nobenih posebnih čirul, čarul, samo namen bomo dali in ostali povezani in usmerjali ta naš laser v pravi namen in se povezali vsi med seboj in vse skupaj bom pa jaz nekako probal voditi, no, upam, da mi bo uspelo. Tako da vi se samo lepo nekako usedite, namestite, nič posebej ne rabite delati, jaz se bom tudi takole malo nazaj naslonil. In se samo umirite, lahko zaprete oči. Lahko zaprete oči in se umirite. In samo ste, nobenih posebnih navodil ni, bomo tako ostali kako minutko, dve. In se samo umirite, opazujte svoj dih, kakršnokoli tehniko poznate, je v redu.
če se sprostimo. In počakamo, da se reka umiri. Ko vdihnete parkrat globoko, kakorkoli se najlažje sprostite. Zdaj pa tukaj nas je 153 in z zaprtimi očmi, skozi imejte zaprte oči. Si predstavljate, da nas zdaj vseh 153 stoji na enem travniku, ogromnem travniku sredi narave, ki nam toliko daje, in se povežemo v enem velikem krogu in se primemo za roke. In se vseh nas 153 povežemo med seboj. V eno veliko energijsko kroglo. Energijsko se povežemo vsi med sabo. Kot ena velika družina ali pa ena velika vas. Stojimo v krogu, se držimo za roke. Smo vsi med seboj povezani kot en organizem, kot en laser, s skupnim namenom, s katerim smo se danes zbrali. V telesu. In zdaj se spomnimo, kako je bilo, kdaj v preteklosti, ali pa si predstavljate, kako bi bilo, ko pride prijatelj do nas, mogoče, ko smo v stiski, ali pa kot smo veseli, pride in nas objame, ali pa žena do nas, ali pa če pride do vas, vaš sin, ali pa vaša hčerka in vas enostavno objame brez besed. Zamislite si, kak občutek je to. Ali pa ko ste v stiski in vam nekdo nesebično pomaga. Ali pa kak občutek je bil, ko se vam je rodil otrok. Ali pa kak občutek je, ko vas nekdo poboža in vam pove, da bo vse v redu. Ali pa ko vam sosed prinese kavo, sploh ni važno. Samo prekličite si ta občutek povezanosti, ljubezni, miru, tega brezčasnega občutka, ko veste, da bo ne glede na to, kaj se zgodi, vse okej. Kot da bi vas objela ena vsemogočna sila in takrat veste, da ste varni in čutite v sebi ljubezen. Povežite se s tem občutkom, povežite se sami s sabo. Upam, da me dobro slišite, nekateri ste napisali, da me malo slabše slišite. Probam biti majčkeno bolj glasen. Prikličite si ta občutek. Ta občutek topline, to, kar si vsi želimo. To, kar si vsi želimo v trenutku, ko smo se rodili. In pošljemo zdaj to ljubezen svojemu bližnjemu, svojemu partnerju, svojim otrokom,
svoji družini, vsem svojim bližnjim, ki jim poznate, pošljite jim to ljubezen. Pošljite to ljubezen vsem svojim prijateljem, vsem, ki ste jih kdajkoli srečali, vsem vašim znancem, vsem, ki jih poznajo in vsem, ki poznajo vas, pošljite jim to ljubezen. To ljubezen, prijateljstvo, mir, radost, veselje, lahkotnost, hvaležnost. Pošljite jim pozitivno vibracijo. Zaželite jim vse dobro. In zdaj pošljite to vsem neznancem, vsem, ki jih niste nikoli srečali, vsem, ki jih ne boste nikoli srečali, fizično, energijsko pa so z vami. Vsem v Sloveniji, vsem ljudem v Sloveniji pošljemo ljubezen. Usmerimo ta naš laser, vseh nas 154, usmerimo ga in ustvarimo novo resničnost, ustvarimo nov svet. Pošljemo energijo ljubezni vsem v Sloveniji. Ker ko pošiljamo to vsem, pošiljamo tudi nam samim, ker tudi mi smo del celote. Tudi mi smo ena celica v telesu. In če je celo telo zdravo, smo tudi mi kot ena celica zdravi. In 155 nas usmerja to energijo. Ustvarjamo spremembo. Ogromno nas je. Hvala vam. Da pa ostanemo s tem pošiljanjem ljubezni par minut v tišini in pošljemo ljubezen, zaželimo mir, zaželimo srečo, zaželimo dobroto, radost vsem v Sloveniji, vsem na svetu, vsem v vesolju, vsem živalim, materi zemlji, pošljemo to vsem. Ostanemo v tišini. Skupaj povezani.
Se opravičujem, pozabil sem zvočnik vklopiti. Bom še enkrat ponovil. Predstavljajte si, da smo na tem travniku in se vsi držimo za roke in smo vsi povezani, ampak mislim, da energijsko je ratal, zato ker sem čutil zelo močno energijo. Še ker imamo zaprte oči, smo na tem travniku povezani med seboj, držimo se za roke. V tej energiji, ljubezni, hvaležnosti in zdaj vidimo, kako iz vseh koncev ljudje prihajajo k nam na ta travnik. Iz vseh koncev Slovenije prihajajo na ta ogromen travnik ljudje, ki si želijo biti delček tega, ki si želijo lahkotnost, ki si želijo ljubezen, povezanost, radost, veselje. In vsi prihajajo k nam na ta travnik in se povežejo z nami. In ta krog 150 ljudi se je zdaj povečal in nas je vedno več. In se vsi povežemo med sabo s vsemi temi ljudmi, ki prihajajo v tem občutku. Povezanosti, ljubezni, radosti, lahkotnosti, veselja in se veselimo vsi skupaj na tem travniku, cela Slovenija in se vsi veselimo in smo povezani med seboj in si pomagamo. Veselimo se kot mali otroci. Smo veseli, lahkotni. Delujemo kot eno, držimo skupaj. Danes jaz tebi pomagam, jutri ti meni pomagaš. Smo veseli in se veselimo, se imamo radi. Smo v tej energiji ljubezni. Vsi skupaj na tem travniku povezani. In vsak, ki pride na novo, se ne more upreti tej energiji, ker je tako prijetno. In ga okuži, tako ga okuži in postane še on vesel in lahkoten. Zdaj vstanemo s tem občutkom in s to sliko in razširimo to energijo čez celo Slovenijo in pošljemo to vsem v naši preljubi Sloveniji. Čisto vsem. In ostanemo s tem še kakšno minutko, dve. Počasi lahko zaključimo. Se razmigamo, odpremo oči. Fenomenalno, fenomenalno.
Jaz sem ful vesel in se vam iz srca zahvaljujem. Trajalo je, ja, nekaj pol urce, dobre pol urce. In ful veliko smo danes naredili. Ful so bile močne energije. Čeprav me niste slišali vmes, smo se energijsko nekako povezali, uskladili in poslali to energijo po celotni Sloveniji. Solze sreče, super, me veseli, tudi pri meni so. Tako da res hvala. Dajmo se dobiti naslednji ponedeljek spet ob 8. Itak vam bom poslal mail, tako da dobimo se vsak ponedeljek nekje za 15-20 minut, mogoče se bo kdaj tudi malo zavlekli. Tiste, ki meditirate sami, lahko tudi sami naredite, ali zjutraj ali zvečer, kadarkoli. Enostavno si vzamete 5 minut, 10 minut, pošljete to, ker to ima dokazan efekt. To ima dokazan efekt. Mi vsi vplivamo na vse, če se pa takole povežemo, je pa to še toliko močnejše in danes smo presegli to magično številko 144 in sprememba se je že začela dogajati, jaz vem, da se je in naslednjič nas bo še več, v to sem prepričan in da se nas bo zbralo čim več, vas prosim, da delite, da povabite koga po mailu, da priporočate komu, ki bi ga ta stvar zanimala, da pridemo skupaj in da naredimo še večji boom. Ne, da naredimo boom, ki ga delajo novice, da naredimo boom, ki ga delajo pač kakršnekoli mainstream stvari, ki nas ustrahujejo, ki nas hočejo razdreti. Dajmo se povezati in dajmo ustvariti nov svet. Noben tega ne bo naredil za nas, to bomo mogli narediti sami in edino tako je, da se povežemo. Jaz tega ne morem narediti sam, skupaj smo pa zelo močni in danes smo to dokazali. In sprememba se vedno začne dogajati na subtilnem nivoju, na nivoju misli, na nivoju občutkov, na nivoju vizualizacije, kakorkoli to imenujemo, na subtilnih nivojih in ta energija se zgošča in na koncu se materializira v najtrši obliki, ki je fizična oblika. In čeprav mogoče ne zgleda, da se je kaj spremenilo, ampak veliko se je spremenilo, zelo veliko, nas je bilo zelo veliko število in vsi smo energijo usmerili v eno smer. In tudi bolezen, zadnji stadij bolezni je na fizičnem nivoju. Je zadnji stadij bolezni, se materializira v materialni obliki. Že nekaj let prej se začne bolezen manifestirati v subtilni obliki, z mislimi, z neko travmo, z izgubo, ki jo imamo v familiji in tega ne predelamo. Takrat se začne to manifestirati v subtilni obliki najprej, na nivoju misli, občutkov in tako naprej. Potem se pa to manifestira v fizični obliki, bolezen. Ampak mi pa to delamo na drugačen način. Mi smo pa misli o ljubezni, radosti, veselju najprej naredili na mentalnem nivoju, 150 nas je bilo še toliko bolj močno in to se bo počasi manifestiralo v fizično obliko. Več nas bo, boljše, zato dajte to deliti, povabite koga zraven, pošljite kak mail, karkoli, če lahko pomagate. To delamo en za drugega praktično. In edin skupaj lahko to dosežemo. Tako da, najlepša vam hvala, sem ful vesel, ful ganjen, ful mi je bilo v čast in sem vam ful hvaležen, da ste bili doprinos in bom prebral tele komentarje, vaše predloge in mogoče kaj izboljšamo v prihodnje. Tako da, če imate karkoli, mi kar napišite mail, pa če imate kak predlog ali pa ne vem, karkoli, no, kar bi lahko bil doprinos, da ustvarimo še več, pa še kaj boljšega. Tako da, najlepša vam hvala in se vidimo naslednji ponedeljek ob 8. Čau.